tokrat v občinskem informatorju. Predsednik Pahor danes v Mariboru. Na Ptuju odprli vstopno točko za sodobno oskrbo starejših. V Sveti Trojici otvorili prenovljeno igrišče. V Desterniku odprli nov odsek ceste Kos-Kumer. S projektom Naša Drava bi radi obudili življenje na in ob reki. Na Mariborski univerzi razvili projekt Didakt Velika dvorana Selniškega hrama kulture nosi ime po Zinki Zorko. V Pesnici so ob 80-letnici Toneta Parkliča posadili lipo. Lepo pozdravljeni. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob 100-letnici distribucije električne energije v Mariboru. Maribor namreč letos praznuje 100 let, odkar se je v mestu pričela distribucija električne energije izmenične napetosti. Ob tej priložnosti so predstavili tudi priložnostno znamko, ki jo je ob visoki obletnici izdala Pošta Slovenije. Skupina Elektro Maribor pa je ob tem Slovenskem narodnem gledališču Maribor simbolno predala donacijo, povezano s prenovo razsvetljave v Kazinski dvorani, ki bo izboljšala ogljični odtis gledališča. Na Ptuju so odprli vstopno informacijsko točko in s tem tudi v praksi začeli izvajati 2,6 milijonov vreden projekt za integrirano oskrbo na domu, ki ga izvajajo v sklopu projekta Sodobna oskrba starejših. Gre za sodobnejši način zagotovitve storitev domov za starejše z razliko, da bodo te storitve izvajali kar v domačem okolju oskrbovanca. Za izvedbo projekta je Dom upokojencev Ptuj skupaj s partnerji Zdravstvenim domom Ptuj, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje in lekarnami Ptuj na javnem razpisu za izbor operacij preoblikovanja obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sredstva v višini nekaj več kot 2,6 milijona evrov. V okviru projekta je dobilo zaposlitev 26 oseb, pretežno mladih strokovnjakov različnih pomagajočih poklicev. Socialni delavec, fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog, dietetik, diplomirane sestre, zdravnik, farmacevt, zdravstveni tehnik, bolničar. Ti bodo izvajali storitve od pomoči odvisnim starejšim. Strokovni vodja projekta je Andreja Potočnik. Poklicne skupine sem izpostavila z namenom, da vas seznanim, da bodo vključeni v okviru projekta deležni enakih storitev kot tisti v instituciji, v našem primeru v domu upokojencev. V pilotni projekt bo vključenih minimalno 200 starostnikov, ki jim bodo na ta način zagotovljene nove storitve oskrbe v njihovem domu, zagotovili pa so, da bodo prišli tudi v najbolj oddaljene vasi vseh 16 občin, kolikor pokriva Dom starostnikov Ptuj. Pomembnost vstopne točke v Zdravstvenem domu Ptuj je pojasnila tudi direktorica Metka Petek-Uhan. Namen projekta je namreč upravičencem zagotoviti dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. V Zdravstvenem domu Ptuj imamo za potrebe projekta vzpostavljeno vstopno točko, informacijsko točko Vid, ki jo bomo kasneje tudi otvorili. To je organizacijska enota, v kateri so zaposleni predvsem načrtovalci dolgotrajne oskrbe. Namen te točke je vsem zavarovancem, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih in so starejši od 65 let, omogočiti vstop v sistem dolgotrajne oskrbe. Sicer bodo potencialni upravičenci lahko vlogo za vključitev v projekt sodobne oskrbe starejših oddali kar na vstopni točki, lahko pa bo vlogo oddal tudi osebni zdravnik, pristojna patronažna sestra, strokovni sodelavec Centra za socialno delo ali druga od vlagatelja pooblaščena oseba. Vlogo bodo lahko oddale starejše osebe od 65 let, ki zaradi oslabelosti potrebujejo pomoč druge osebe. Pomembno vlogo pri ugotavljanju primernih posameznikov bo imel tudi Center za socialno delo. V tem projektu si predstavljamo sodelovanje v tem, da ne samo, da najdemo take ljudi, ampak da se tudi skupaj dogovarjamo za kompleksno obravnavo. Ampak to ne samo teh novih, ampak tudi te, ki so že sedaj v eni takšni obliki pomoči, kot je pomoč na domu, da dobi še nekaj več. Se pravi, da je to nadgradnja.
Partner projektu so tudi ptujske lekarne, ki bodo oskrbovancem zagotovile strokovno pomoč pri uporabi zdravil oziroma pregledu vseh zdravil s končno izdelavo osebne kartice zdravil, s katero bo vsakdo lahko preveril prave podatke. Na Ministrstvu za zdravje se tako zavedajo, da se prebivalstvo stara in da je nego starostnikov v prihodnosti potrebno urediti. Kot je bilo danes že parkrat izpostavljeno, se v Sloveniji že desetletja trudimo nekako sistemsko urediti področje oskrbe starejših, integrirane oskrbe oziroma dolgotrajne oskrbe starejših. Projektne aktivnosti naslavljajo tiste manjke, ki jih v obstoječih ureditvah nikako ne znamo nasloviti. Torej bojo omogočile nove storitve, velik poudarek je tudi na storitvah preventive, na presejanju krhkosti, ki je pomemben pokazatelj nekih rizikov, katere je treba ustrezno nasloviti. Predvsem pa pilotni projekti omogočajo ne samo neke nove storitve, ki so, kakor je bilo rečeno, za uporabnike v času trajanja brezplačne, ampak omogočajo iskanje še boljših rešitev, ki bojo ustrezno naslavljale bodoče uporabnike. Da je lokalno okolje pripravljeno pomagati in da so stopili skupaj takrat, ko je bilo treba, pa je prepričana županja ptujske občine. Jaz absolutno ne dvomim, da bomo ga izpeljali vsi skupaj tako kot treba, da bomo dobili tiste prave podatke, ki bodo podlaga tudi za vse nadaljne postopke pri tem, da pridemo res do neke celovite in sistemske rešitve na ravni celotne države. In verjamem, da bodo ravno naši ljudje tisti, ki bodo pokazali, kako se dela. Ker to smo že večkrat dokazali, da znamo delati, da delamo odlično, da imamo posluh za sočloveka in najbolj, kar me pa veseli, da ni bilo nikoli v tem projektu vprašanje, ali stopiti skupaj ali ne, ampak je bilo to neka taka naravna, tisti občutek, da za pravo stvar absolutno in brez pomislekov. Pilotni projekt bodo tako izvajali do junija 2022, vključenih pa bo več kot 200 posameznikov. V Sveti Trojici so bogatejši za prenovljeno igrišče v osnovni šoli. Igrišče je bilo dotrajano in tako ni več zagotavljalo primernega okolja, tudi pogojev za izvajanje programov zdravega načina rekreacije in organizacije športnih prireditev. Športna površina že dalj časa ni bila obnovljena, zatorej tudi ni zadostovala merilom. Tako so uspeli preplastiti igrišče, uredili so slačilnice, garderobe, uredili pa so tudi izgled zelenja. Gre za eno izmed dlje časa željen projekt sanacije našega športnega igrišča. Z veseljem povem, da in tudi uradno govorimo o tem, da gre za novo igrišče, kajti renovacije smo se lotili v celoti. Preplastili smo nogometno igrišče, košarkarsko igrišče, uredili tribune, posanirali vhod v telovadnico, v garderobe in pa na novo zasadili okolico. Prenovljeno igrišče bo zagotovilo boljšo kakovost treninga, vsled temu bo tudi manj poškodb med vadbo. Na ta način so uredili spodbudno okolje za izvedbo športnih aktivnosti. Drugič bo izboljšalo možnost treningov, kajti ta podlaga je bistveno dosti boljša, bolj varna za sklepe, tudi za poškodbe, če recimo igralec pade. Ker v prvi vrsti vseeno vsi strmimo pa gledamo, da bi bili čim bolj varni, da bi bilo čim manj poškodb. Po drugi strani pa bistveno izboljša izgled, saj prejšnje igrišče pa podlaga asfalta s časoma zbledi in mislim, da je to dalo novo podobo. Predsednik kluba malega nogometa Sveta Trojica izpostavlja dejstvo, da so želje po športnem udejstvovanju v občini vedno večje. Člani kar prihajajo iz tedna v teden, predvsem mlajše generacije, na kar sem zelo ponosen, ker to daje nam neki motiv še za naprej. In neko pohvalo za mogoče prejšnja leta, ko so nas ti otroci gledali in si po nas mogoče kateri jemali vzgled in jim dali mogoče tisti kanček motivacije, da so prestopili prag in se pridružili našem klubu. Lahko se pohvalim, da trenutno naš klub šteje okrog 115 članov, to je za tak majhen kraj, mislim, da kar precej veliko število. Sama prenova igrišča stala 36 tisočakov, je pa bilo, kot je opozoril župan Klobasa, v samo izvedbo vloženega veliko prostovoljnega dela, tako da so z dobro voljo in skupno vizijo dokazali, da se da realizirati prav vse, kar si zamislijo. V občini Destrnik so se prebivalci ta vikend razveselili odprtja novega odseka ceste Kos-Kumer v Ločkem Vrhu, ki je bil pošteno potreben prenove.
občini sicer pospešeno izvajajo več infrastrukturnih projektov, polagali pa bodo tudi optiko. Odsek je odprl župan Franc Pukšič, ki je ob tem dodal, da trenutno gradijo še na 2 gradbiščih. 3. bodo kmalu odprli, en odsek pa so končali že prej. Smo tudi v letošnjem letu namenili cirka 200 000 evrov za investicije v cestno infrastrukturo, tako asfaltiranje kot tudi ogromno v izkope jarkov. Še letos začenjamo z enim velikim projektom tudi optike. 10 let se žal ni položilo niti 1 centimetra optike. Letos smo začeli smo že nekaj naredili in računam, da bomo v naslednjih 2 letih z optiko tudi končali. Na voljo imajo okoli 170 000 evrov, ki jih je zagotovila država. Za obrobne projekte, kot so razsvetljava in optika, pa bo poskrbel občinski proračun. Obnovili bodo okoli 2 kilometra cest. V občini delamo, v letošnjem letu delamo 5 odsekov. Prvi odsek, ki smo ga delali v vasi Gomilce. Ta drugi odsek je tu, to gre za cirka 300 metrov odseka. Zdaj imamo odprto gradbišče v vasi Strmec, ki gre za, mislim, da v meri nekaj 800 metrov, dobrih 800 metrov. Se pravi, to je Strmec, potem še imamo še en projekt, istocajtno gradbišče odprto v vasi Drstelja, cirka 600 metrski odsek, in še imamo potem en odsek v vasi Placar, v enem delu Placarja, kjer imamo pa tudi 200 metrski odsek. Tako da tu gre za financijska sredstva, tako sem rekel prej, iz 21. oziroma 23. člena Zakona o financiranju občin, seveda, in ta dodatna dela oziroma dodatno, ne vem, tudi po drugih, ko še delamo zraven optiko, namreč seveda pa gre iz sredstev proračuna, ki pač je namenjen, se pravi, za infrastrukturo v občini. Najbolj veseli novih asfaltiranih odsekov na destrniških cestah so seveda prebivalci, ki se strinjajo, da so takšni projekti nujno potrebni. Ja, zelo smo zadovoljni, ker je velik doprinos k našem vsakdanjem življenju, glede na to, da je zdaj ta del ceste bil že malo dotrajan, medtem ko tam malo naprej pa bil celo makadam. Tako da v vsakem letnem času smo imeli pač težave z blatom ali prahom ali kakorkoli, no zdaj pa se bo to uredilo, tako da smo res veseli. Mislim, da vsaka vas si zasluži neko v redu cesto, po kateri se lahko pač občani vozimo pod normalnimi pogoji, in mislim, da smo zdaj to dobili. Ob obnovi infrastrukture pa bo, kot rečeno, eden večjih projektov v občini dolgo pričakovano polaganje optike. V okviru projekta Naša Drava več sodelujočih partnerjev razvija možnosti življenja in aktivnosti ob reki Dravi. Ta s svojimi potenciali ponuja nešteto možnosti za razvoj in nadgradnjo številnih aktivnosti na in ob njej. Ciljev in namenov v projektu Naša Drava je veliko, saj želijo obuditi splavarjenje, razširiti ponudbo vodnih športov, razviti naravovarstvene športno-turistične produkte, pa tudi vzpostaviti plezalne stene, splave in žičnice ob Dravi, dodatna počivališča ob podhodih in kolesarskih poteh in še mnogo več. Naš prvenstven namen je predstaviti Dravo kot neomejen vir doživetij, v skladu z vsemi naravovarstvenimi standardi. Sekundaren namen je pa obstoječim projektom dodati nove, atraktivne ponudbe, ki obiskovalcu zbudijo željo po ponovnem obisku. V bistvu s tem želimo obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov, postaviti območje reke Drave na 5-zvezdični doživljajski turistični seznam in ga predstaviti kot zeleno destinacijo. Velika pričakovanja pri projektu Naša Drava ima tudi mestna občina Maribor, ki ima velike želje po ureditvi življenja ob reki in na njej, tako da načrtujejo že več stvari. Najprej seveda pričakujemo začetek razpisa za izgradnjo brvi na Lentu. Gradbeno dovoljenje imamo že pridobljeno. Zaključujemo projekt obnove Lenta med vodnim in sodnim stolpom oziroma Studenško brvjo. Prav tako je v pripravi projekt Dravske promenade, v katero se vključuje tudi Dravska kolesarska pot. Nameravamo drugo leto obnoviti most na Mariborski otok,
Včeraj smo imeli ravno zelo uspešen sestanek z Zavodom za varstvo narave glede ureditve Mariborskega otoka. Tudi tukaj napovedujem lepše čase. Tudi Mariborska razvojna agencija se ukvarja z večjim številom projektov za razvoj reke Drave. Eden tistih, ki trajajo najdlje, je Dravska kolesarska pot, imajo pa še druge projekte. V lanskem letu smo na Mariborski razvojni agenciji pričeli tudi z projektom Drava Natura. Gre za velik kohezijski projekt, ki bo trajal tudi naslednje 3 leta. In nekako zajema območje od Maribora pa vse do središča ob Dravi. Prav tako so med drugim lansko leto pričeli tudi s projektom izpiranja zlata na Dravi. Mednarodno partnerstvo šteje več članov iz celotne struge reke Drave na slovenski strani, vse do sotočja reke Drave in Mure na hrvaški strani. V okviru javnega razpisa vključevanja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu so na Mariborski univerzi razvili projekt, katerega namen je spodbuditi dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe. Ena od udeleženk delavnic usposabljanja zbirko orodij Didakt na Mariborski univerzi je tudi visokošolska profesorica, ki je pohvalila veliko podporo pri izvajanju didaktičnih dejavnosti. S tem sem že imela izkušnje prej, vendar nisem bila deležna nikoli tako celovite podpore izobraževanja, tako celostnega, poglobljenega in sistematičnega izobraževanja in tudi podpore, če se kje ustavi, na koga se obrniti. Tako da ja, jaz sem to prej že uporabljala, smo uporabljali, pa potem opustili, pa potem zopet in se tudi udeležila nekaj kratkih izobraževanj, to pa je bilo res temeljito, poglobljeno in celostno, tako res mi je pokazalo ne samo, kako uporabljaš orodje, ampak kako razmišljaš, način razmišljanja znotraj te informacijsko-komunikacijske tehnologije, kako lahko to uporabim ne samo tehnično, ampak didaktično, ker to je glavno, ker orodje je samo sredstvo, predmet, nosilec informacij, kako pa potem to postane pravi učni proces, to pa je stvar kreativnosti, ustvarjalnosti in pa znanja. Pri projektu gre za zbirko orodij, s katerimi si po potrebi in tako kot želijo visokošolski učitelji in drugi lahko pripravijo in izvedejo didaktične aktivnosti. Torej modernizacija visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje. Glede te zbirke, na voljo je na naši spletni strani, torej trenutno z 200 orodij, ki jih uporabniki lahko filtrirajo po različnih kategorijah, to so 4 osnovne, namen uporabe, naprimer sodelovalno delo ali obrnjeno učenje, kombinirano učenje, problemsko, projektno učenje, potem tudi način uporabe, ali je ta aplikacija namizna, mobilna ali spletna in pa potem tudi še študijsko področje, torej izobraževalne vede, naravoslovje, matematika in podobno, ter cena, ali je brezplačna, ali je delno brezplačna, ali pa je plačljiva. Projekt Didakt ima sicer za univerzo velik pomen. Namen projekta Didakt je premišljena uvedba informacijsko-komunikacijskih tehnologij v študijski proces, ne samo uvedba tehnologije, pač pa tudi prilagoditev vsebin, razvoj novih pristopov, predvsem v smislu omogočitve drugačnega načina izvajanja študijskega procesa preko tako imenovanih oblik obratnega učenja, problemsko orientiranega učenja, igrifikacije in podobno. Zasluge za projekt imajo strokovnjaki, ki so sodelovali pri projektu že od vsega začetka. Glavne zasluge zagotovo gredo Centru za podporo poučevanju, ki je bil ustanovljen v okviru projekta. To je bila v bistvu skupina strokovnjakov, ki so res opravili ogromno dela. Pri projektu sodeloval tudi projektni svet, ki je pod budnim očesom v bistvu spremljal vse aktivnosti in tudi pomagal s svetovanjem, ker je to v bistvu bila skupina visokošolskih učiteljev, ki prihajajo iz različnih študijskih področij. Veliko vlogo je pri tem imel tudi računalniški center, ki je nudil tehnično podporo.
Zelo veliko vlogo pa imajo tudi visokošolski učitelji, ki so sodelovali v teh aktivnostih. Preko projekta bodo pedagoški delavci lažje predajali naprej snovi in vsebine tudi v novem šolskem letu, ki ga zagotovo še vedno zaznamuje tudi epidemija, ki narekuje posodobitev učnih procesov. V Selnici ob Dravi so svečano otvorili in na novo poimenovali veliko dvorano v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Dvorana nosi ime po pokojni jezikoslovki, krajanki in dolgoletni obiskovalki Hrama kulture Zinki Zorko. Ob tem so podelili tudi občinska priznanja najbolj zaslužnim občankam in občanom. Tako kot vsako leto so tudi letos v okviru slavnostne seje občine Selnica ob Dravi podelili občinska priznanja društvom, posameznicam in posameznikom, ki so najbolj zaslužni za razvoj kraja. Seveda mi pomeni veliko. Pravzaprav jo sprejemam z velikim spoštovanjem, ker se zavedam, da je lepo, ko vidiš, da cenijo tvoje delo. In tudi osebno zadovoljstvo, zato ker sem pomagala zopet graditi v Selnici kulturo na odru, ki je nekoč že bila v Selnici in upam, da ostaja. Društvo je že dolgo deluje, med najstarejšimi je v Sloveniji in ves čas si pač prizadeva, da se družimo starejši, da se družimo upokojenci, da družimo veselje, šport, pa tudi humanitarnost, da obiskujemo naše starejše člane, tiste, ki so bolni, invalide, v glavnem, da nam je v starosti lepše. To je zdaj moje druge priznanje že v 8 letih. Jaz sem že 42 let v športu, v teku. Od mladinskega prvaka Slovenije do zadnjih 17 letih pa sem tudi osvojil 67 državnih medalj, 13 balkanskih, 1 evropsko. Pa mislim, da je to kar lep delež za Selnico ob Dravo. Drugače, zadnjih 10 let imam svoje maratonsko društvo. Delam z mladimi, delam z starejšimi, delam tudi v Ljubljani, v Kopru. V glavnem zraven svojega dela uživam v tem. Ja, vsako priznanje je prijetno, predvsem ker veš, da si eno obdobje posvetil svojemu kraju in je to kar prijeten občutek. Kljub epidemiji je občina uredila oziroma uspela speljati nekatere projekte, medtem ko jih v prihodnosti čaka veliko izzivov z infrastrukturnimi projekti. Občina je torej v lanskem letu in tudi v letošnjem letu kupila kar nekaj zemljišč z namenom izgradnje novega vrtca in pa športne dvorane, zato smo tudi celo leto oziroma leto in pol že pripravljeni v projekte in so zdaj tako daleč, da predvidevamo, da bi jih lahko vložili za pridobitev gradbenega dovoljenja. Torej s tem bo tisti prvi korak, velik korak narejen in osnove dane, da lahko začnemo iskati tudi vsa finančna sredstva. Še vedno ostaja odprt velik projekt pločnikov in pa varnosti ob glavni cesti Maribor-Dravograd. Mesečno smo v navezavi z pristojnim ministrstvom, vendar se na ministrstvu delajo dokumenti papir na papir, na papir na papir in še enkrat pa novelacija, pa revizija. Tako da torej zelo težko povem, kdaj pločniki bodo. Občani so že zelo nesrečni, torej zelo nevarno, tako da jaz mislim, da bomo morda morali kakšne druge ukrepe tudi povzeti, da nas bo morda pa država vseeno slišala. Ob tej priložnosti pa so v Hramu kulture Arnolda Tovornika svečano otvorili dvorano Zinke Zorko, jezikoslovke in velike ljubiteljice narečij, ki si jo bodo v kraju tako zavedno zapomnili. Tako profesorica doktorica Zinka Zorko je bila torej naša občanka, še več, bila je naša častna občanka, ki je svojim delom in življenjem tukaj ter pomoči pri tako razvoju kulture kot društvene dejavnosti v kraju zelo veliko pripomogla. In seveda smo na njo izjemno ponosni, torej prvič že takrat, ko smo ji podelili naziv častne občanke. Sedaj pa smo z izdajo zbornika in pa seveda z imenovanjem velike dvorane v Hramu kulture, v dvorano Zinko Zorko, torej še trajno počastili spomin. Z delovno skupino, ki nekako dela in bo tudi v prihodnosti delala, da bi ta spomin na Zinko Zorko trajno ohranil, pripravlja torej tudi
simpozije na temo, torej besedoslovja, izrazoslovja in pa seveda dialektike. In menimo, da bomo tako združili torej tisto njeno srce, dušo in pa veliko znanje, da bo torej kraj in pa torej drugi, ki bodo prišli k nam na obisk, torej videli in vedeli, kdo je bila Zinka Zorko. Selniški hram kulture tako bogatijo velika imena, od igralca Arnolda Tovornika, po katerem hram nosi ime, do grafika Alojza Šušmelja, po katerem je poimenovan likovni salon. Sedaj pa so po jezikoslovki Zinki Zorko poimenovali še veliko dvorano. Pred dnevi je v občini Pesnica potekala svečana zasaditev lipe v čast 80-letnice rojstva pisatelja in častnega občana Toneta Partljiča. Več pa v prispevku. In tako sta župana občine Pesnica Gregor Žmak in pisatelj ter častni občan občine Tone Partljič slovesno posadila lipo v čast Partljičevemu 80. rojstnemu dnevu. Lipa sicer v svoji simboliki predstavlja drevo prijateljstva. Po slovenskih vaseh je navada, da je sredi vasi lipa, saj so baje tam zborovali in se mi zdi, da je v Pesnici ravno to manjkalo. Če bi nekdo zasadil lipo, bi še gostilno zraven naredili, pa še to. In so neke lipe okoli, vem, da smo pobirali tisto listje, oziroma cvetje, pa ga doma sušili, ampak sredi vasi take lipe nimamo. Tako da z tega vidika se mi zdi ideja odlična. Mogoče bodo želi to, da bo to počasi središče ene lepe vasi, naši zanamci. In jaz sem prišel na prireditev kot malo bolj slavnostni gost, ki ga je župan povabil. Tu sem potem videl, da je cela prireditev posvečena meni. In kakor mi je bilo na začetku, nisem vedel, kaj je pa nerodno, tako sem zdaj na nek način ginjen. Tudi srečen sploh nad dejstvom, da so se zbrali tudi nekateri njegovi prijatelji in domačini občine Pesnica. Na dogodku pred večnamenskim kulturno-turistično-podjetniškim centrom Pesnica so spregovorili tudi Vesna Trampuš, predsednica KUD Marice Kerenčič Pesnica, župan občine Pesnica in Aleksander Popovski, umetniški direktor drame SNG Maribor, ter režiser predstave nastale po motivih Partljičevih zgodb Mostovi in bogovi. Organizatorji so poskrbeli tudi za glasbeno točko. Ja, gre za velikana, ne samo, bi rekel, pesniškega velikana, gre seveda za slovenskega velikana, ki je takrat že naredil v leta 1987 enega nepozabnih filmov, to je bil Moj ata socialistični kulak. In v tem filmu so tudi mnogi pesničani nastopali in se danes prav nekako počutijo in živijo s tem filmom in seveda s tem tudi z našim velikanom, gospodom Partljičem. Seveda pa gre za velikana tudi, bi rekel, literarnega velikana, tudi gledališkega velikana in ne nazadnje filmskega velikana. Naši občini je posvetil celo svoj avtobiografski roman z naslovom Pesnica, ki je tudi šel v konec lanskega leta. In tako da gre za izjemnega človeka, za katerega smo ponosni, da smo mu lahko posadili to spominsko lipo. Partljič pa je tako v svojem slogu na to, kakšni so njegovi občutki ob tem poklonu dejal. Zdaj bom pa ves ponosen pokazal, glej, jaz imam svojo lipo in če sem se prej vsak mesec pelal, se bom zdaj vsaki 14 dni. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših koncih. Stari maček slovenskih odrov Bojan Emeršič bo jutri v Narodnem domu Maribor širil smeh s komedijo o odnosih in ljubezni z naslovom Erotika po Emeršiču. Ker podjetje Snaga skupaj z Zvezo prijateljev mladine zaključuje kampanjo Tržnica brez plastičnih vrečk, pa bo na glavni mariborski tržnici v sredo slovesni zaključek akcije Vrečka srečka. Ob tem bodo kupcem razdelili 1400 nakupovalnih vrečk, ki so jih iz recikliranih zavez zašili prostovoljci. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer in nasvidenje.